Mi smo skupina PowerShock in vi poslušate oddajo Radioaktivno. Jeklena ptica je bila slišana skladba skupine PowerShock z albuma Rubicon. Borod pa je z mano v oddaji Radioaktivno. Lepo zdrav. Lepo zdrav tebi in našim poslušalcem. Borod, si se pripeljal z motorjem? Ne, prišel sem z avtom, dolgo
časa že nisem bil v vaših koncih. Še ta dan izkoristil za en obisk enega dobrega prijatelja, ki ga nisem videl že več kot 20 let in sem združil prijetno s koristnim. Prva, ki smo slišali, pa je kar motoristično obarvana. Tako, to je bil narejen komad posebej za motoriste, ker smo dosti tudi igrali po teh motozborih in smo rekli, dajmo en komad za naše motoriste narediti. Ste potem tudi udeleženci motozborov? Kot glasbeniki, ja. Drugače ni noben motorist v našem bendu, ampak drugače pa kot glasbeniki smo pa že dosti motozbora igrali. Tudi lahko se pohvalimo, da smo bili enkrat v Nemčiji na motozboru. Power Shock, zapisano malo v angleščini, malo v slovenščini. Ja, ideja je prišla pred, zdaj bi že lahko rekel, začetek v 2005 sega ime Power Shock. Takrat smo bili kvartet in takrat smo rekli, dajmo neko ime in smo rekli, tole bo, ne, malo angleškega, malo slovenskega. Sej mogoče ime zveni kot bolj metalsko, mogoče usmerjeno, ne, ampak mi smo dejansko na bazi hard rocka in ni nič tako hudega, da se ne bi dalo poslušati. No. Torej moč in šok hkrati. Tako, hkrati, se pravi, naši špili so napolnjeni z energijo in energični nastopi in seveda pa močne kitare, kitarski rifi in to je za nas. Prihajate iz Vitanj, Ja. nimate pa nič vesoljskega v sebi. Nimamo nič vesoljskega v sebi, ampak smo pa čist blizu, dejansko vsi doma. Tudi prostor za vaje imamo v neposredni bližini našega tega vesoljskega centra. Tako da, ja, no, malo nas je ta vesoljski center približal ljudem, tako da živejo približno odkot smo. Nič pa nimate z vesoljskimi tehnologijami, pa nič elektronske glasbe nimate. To pa nimamo, ampak smo že v tem našem kompleksu imeli dva akustična koncerta za Valentinovo, smo pripravili nekako bolj nežno zadevo, ker pač je prišla različna populacija ljudi poslušati našo zadevo in smo rekli, dajmo malo akustiko še upeljati, da ne bo preglasno, da ne bojo koga ušesa bolela. Vi ste raje povezani z dobro rock glasbo. Ja, tako baziramo predvsem na rock glasbi. Res pa je, da prideš včasih v kakšne klube oziroma kakšne manjše prostore, ker pač enostavno ne moreš biti glasen prvo kot prvo, ker bobni recimo so za manjše prostore že tukaj natur glasni, da bolj težko vse z ozvočenjem delati in naredimo kakšno manjšo zadevo ali pa tudi akustiko, tako da lahko igramo. Ne. Druga, ki jo bova dala v eter, bo Čarobni napoj. Čarobni napoj, to je zelo stara skladba, nisem prej omenil, skupina, ko je nastala, se pravi, ko smo bili kvarteče, smo tudi že posneli demo posnetke in ta komad je dejansko iz tistega časa, ko smo začeli ustvarjati. Malo smo ga posodobili, malo smo aranžmaje spremenili. Čarobni napoj, to je rock and roll, ki se igra na glas in nas je zasvojil za vsem svojim sjajem. Vroča kri, ogenj še gori.
Čarobni napoj skupine PowerShock z albuma Rubicon. Omenjaš leto 2005, ko ste začeli kot kvartet takrat. Takrat kot kvartet, naš ustanovitelj Edo Kos, ki je tudi avtor vseh komadov, se pravi besedila in glasba je z njegovega repertoarja. Aranžmaje smo pa vsi skupaj na vajah naredili. Takrat je povabil k sodelovanju svojega brata in svojega sina in pa mene, ker smo dejansko, mi smo že v glasbi skupaj več kot 20 ali pa 30 let, ne, nekateri več, nekateri manj in smo nekako naredili kvartet. Takrat smo sicer igrali malo bolj progresivno glasbo, še vedno bazirano na rock'n'rollu oziroma rocku, bluesu in tako naprej. No, potem smo pa nekako videli, da bi bilo fajn, če bi nam še kdo pridružil, kajti naš kitarist Mirč je takrat igral bas kitaro, ne, ampak on je bil kitarist, ne, in on je želel na kitari ostati in tako je pol k sodelovanju smo potem povabili še našega basista, zdajšnjega Aleša Somraka, da smo imeli pol neko klasično rock zasedbo z dvema kitarama, basom, bobni in pa vokalom. Potem se nam je pa pridružil še vokalist oziroma back vokalist Tomaž Miklac, da smo še delali malo na vokalih, da se zadeva bolj slišala in takrat smo nekako začeli svojo glasbo, sicer smo delali ne sicer v prvi vrsti, ampak smo se nekako osredotočili na igranje ex-jugo glasbe. Ne. To še zmeri igramo in takrat smo s tem začeli in smo tudi v naših krogih, se pravi tam naša okolica, so nas tudi potem poznali in še nas danes poznajo v tem smislu in smo preigravali komade bivših jugo skupin, tako so Parni Valjak, Plavi Orkestar in to naprej. No, vmes pa smo se odločili, da bomo pač začeli tudi delati več na svoji glasbi in smo tudi rekli, dajmo album posnet. V tisti varianti pa smo imeli, pa še zdaj imamo klaviaturista Gregor Bele iz Mozirja in pa še back vokalistko Katarina Hren-Lajhar iz Reč, ki nam pa še zdaj pomagata pri večjih koncertih, se pravi, ko so večji odri in tako naprej. Sedaj se že celi orkester? Ja, že skoraj orkester. Tudi od začetka smo imeli še pihalno sekcijo zraven, še 3 pihalce, ampak to samo na večjih koncertih, ne skozi, da smo lahko določene komade dovršeno naredili in da se je slišalo to, tako je treba. Ne. Prej si dejal, da ste že v tisti prvi postavi delali demo posnetke. Koliko tistega se je ohranilo do danes, do tega albuma? Dejansko so na tem albumu 3 komadi iz tistega albuma, oziroma albuma, mi smo mu kar rekli album, ampak bilo je takrat to posneto. Neki komadov smo si še pustili, mogoče bomo še v prihodnosti katerega iz tistega albuma porabili in ga preoblekli v novo preobleko. Drugače so pa pol bili naslednji ostali komadi pa čist za ta album narejeni posebej. Ne. Sedaj vas je torej 6 v tistem jedru skupine. Standardna zasedba nas je 6, tako. Prava udarna šesterica, rockerska. Udarna šesterica. Naslednja bo Dan življenja. Tako, to pa je naš prvi singl iz tega našega albuma. Dan življenja ima pa eno anekdoto oziroma eno zgodovino. Komad je dejansko v tej verziji posnet 3, kajti naš kitarist Edo je napisal ta komad, bom rekel že mislim, da 30 let nazaj in takrat je bil prvič posnet v postavi zasedbe Globus Band. Potem je bila druga verzija, smo bili pa v bendu zdajšnji bobnar Robi in pa kitarist Mirč, pa jaz. Smo imeli pa skupino 501 in takrat smo mi posneli drugo verzijo tega komada. No, ko smo pa sestavljali komade za ta album, pa je prišla ideja, da bi naredili še čist novi aranžma. Melodija je nekako ostala ista, besedilo tudi, ampak aranžma je bil pa na novo narejen za naš ta album in to je zdaj 3. verzija tega komada. Nova zgodba
Meni nov je dan in sam grem svojo pot. Dan življenja je kot kaplja v morje, Gorkan zagrnil je obzorje. Prazen list na mizi je ostal, kar sem iskal, nekdo je poteptal. Dan življenja je kot kaplja v morje, Gorkan zagrnil je obzorje. Prazen list na mizi je ostal, kar sem iskal, nekdo je poteptal. Mi smo skupina PowerShock in vi poslušate oddajo Radioaktivno. Borod iz skupine PowerShock z mano v oddaji Radioaktivno, Rubikon je album, ki ga danes vrtiva. Omenil si nekatere skupine, pomeni, da ste člani že prej nabirali kilometrine v drugih zasedbah? Absolutno. Tako sem že prej omenil, dejansko smo v glasbi, naš Edo, ustanovitelj že 40 plus let, Mirč malo manj, ostali smo pa nekje v tem okrogu 25 let v dejansko v rock glasbi, ne. Tako da kilometrine nekako imamo, smo delovali, kot sem že omenil prej, v različnih zasedbah, ampak zdaj smo pa nekako prišli skupaj in to je zdaj naše jedro in tu smo. Na Facebooku sem našel oznako klasični rock, hard rock za vas, prej si omenil progresivni rock. Ja, progresiva je bila bolj v ospredju takrat, ko smo bili kvartet, ne. Zdaj se bolj držimo nekako rocka oziroma hard rocka, ker so tu malo močnejši kitarski rifi. Je pa res, da pri nas je tako narejeno, da nismo nikoli zadovoljni, da bi zmeri komad tekel od prve sekunde do zadnje sekunde v istem tempu. Zmeri probujemo kakšne breake noter dati ali pa kaj takega, da se nekaj zgodi v komadu, da ni skozi isto, ne. In res, da smo že v štartu vedeli, da vsi komadi ne bodo prišli v upoštev na slovenskih radijih, ker je pač glasba takšna, kot je, in slovenski radiji pač vrtijo glasbo, kakršno pač vrtijo, ne. Zato smo pač rekli tri komade, mogoče so na tej albumu, ki bi lahko šli v širši krog radijskih postaj, ostali pač samo za tiste, ki tako glasbo slušajo, ne. Kakšni vplivi so bili potem s tujine na vas, glasbenikov, ki jih poslušate? Klasika, stari legende rock glasbe, bi lahko rekel, ki jih še zdaj preigravamo na naših koncertih. Poleg naših skladb, to so Led Zeppelin, ZZ Top, AC/DC in tak naprej, ne. Se pravi, rock klasika čista. In to so naš Edo, kitarist, ima doma zakladnico rock glasbe, dejansko ogromno CD-ov, prej še imel plošče, zdaj ima CD in to, njemu je to strast in on išče rock glasbo po celem svetu in to je to. In tam smo dobili inspiracijo in pa seveda tudi na radijih, vsak za sebe in to nas je potegnilo noter, ne. Sliši se ta prvinski zvok, brez tistih elektronskih primesi. Ja, absolutno. Mi smo še zmeraj pripadniki klasičnih, rockerskih, se pravi, ojačevalcev, kitar, to je pri nas vse klasika, ne. Akustičnih bobni, absolutno, brez elektronskih, tudi ojačevalci, kitare, tako kot mora biti, ne. Pri nas veliko damo na našo steč opremo oziroma osebno opremo. Pri tem nismo nikoli bili, da ne bi spravili toliko denarja skupaj, da ne bi imeli kvalitete inštrumentov, ne. Divja roža? Divja roža. To je pa skladba, ki je bila v prvotnem namenu narejena za našega back vokalista Tomaža. Potem, ko smo pa snemali, pa smo rekli, da bi še jaz posnel svojo verzijo tega komada. No, na koncu smo pa naredili kompromis, tako da oba skupaj odpojama vsake eno kitico, refrene pa skupaj.
Divja roža je bila slišana skupine PowerShock, prvenec je naslovljen Rubicon, pomeni, da ste se preselili v Italijo, v bližino Riminija. Ja, Rubicon, zanimiva anekdota imena Rubicon, kako smo prišli do tega. Ko smo začeli delati svojo ploščo, smo nekako rekli, dajmo mi pustiti PowerShock za tisto jugo-rock varianto oziroma jugo-rock pop varianto, potem nas ljudje poznajo, ne? In dajmo mi svojo glasbo predstavljati pod novim imenom. Ne? In takrat smo si na listek napisali imena in je bilo vmes ime Rubicon. Ne? In smo vsi bili navdušeni nad tem imenom in smo rekli, dajmo mi biti pač Rubicon za našo glasbo, ostalo pa pustimo tako, kot je bilo. No in potem smo mi že začeli z reklamnim materialom oziroma YouTube kanal in tako naprej, ampak je bil pa problem, ker je ogromno tega Rubicona recimo na YouTubeu. Ne? In ko smo mi našim glasbenim prijateljem rekli, tamle lahko si poslušate, kaj smo posneli, nas nihče ni najdel na YouTubeu. Ne? In potem smo hitro sklicali krizni sestanek benda in pač rekli, kaj bomo naredili, in smo rekli, lejte, neko ime smo si že ustvarili z imenom PowerShock in dajmo mi to pustiti, bodimo PowerShock še naprej in pač dajmo naslov albuma Rubicon. Ne? In tako je ostalo pri tem. Ne? Pomeni, da te reke niste prestopili? Nismo prestopili reke, prestopili smo pa tisto mejo, da smo naredili nekaj svojega. No. To pa tudi v glasbi lahko velik korak. Res je, zato pa delamo zdaj veliko na tem, da bi čim več koncertirali po celi Sloveniji, da bi se prišli predstaviti ne samo v našem okrožju, ampak celotno Slovenijo, da bi nas slišala. In moram reči, da je bil odziv radijskih postaj kar dost velik, tako da sem zadnja 2 meseca sem dejansko kar na terenu po teh intervjujih, nekaj tudi prek telefona naredimo in upamo, da se bojo komadi prijeli. Sej nekako smo v štartu že rekli, da to ne bo z danes na jutri, ne. To pač traja, da te ljudje spoznajo. Radi bi pa čim več v živo igrali, ne, ker to je nam prioriteta. V živo je čist nekaj druga, ko pa da priješ nekam pa na playback igraš tisto, kar si posnel. Ok, se sliši, ampak v živo je pa nam to veliko boljše. Kolikokrat si rečete, kocka je padla? Kocka je padla, ja, dejansko. Kot veliki vojskovodja, ki je prestopil Rubicon. Ja, se tudi prvo je bil naslov albuma Kocka je padla. To je bilo vse povezano s tem Rubiconom, ne? Ampak glede na to, da smo že tako dolgo v glasbenih vodah, nam ni bil problem iti v to, da smo nekaj posneli. Dejansko smo delali vse sami, vse smo sami posneli v prostoru za vaje, nabavili si material oziroma programe, računalnike, da smo lahko to sploh posneli. In zdaj imamo to narejeno, tako da naš kitarist je rekel, da je že za drugo ploščo pripravljen material. Mi še ga sicer nismo slišali, ampak jaz verjamem, da ga ima, ker je on kar za srcem, za svojim srcem v glasbi. In ko bomo tole zdaj predstavili, bomo kar začeli zadnji delati za novi album. Naj dela v miru. Tako. Naslednja bo Boljši svet. Boljši svet, to je pa ena tematska, bi lahko rekel, komad povezan z našim svetom. Kaj se dogaja na našem svetu, kam nas svet pelje, ne vemo in upamo, da si bomo odprli oči in bomo šli v pravo pot. Ne? Nekako tudi komad to odpisuje. Ne? Človek v diču se prodal, pohlep tvoj nima meje, tajkun si postal. Uničil si naravo, zastrupil moj planet, ko spomnim se na vojne, mrak mi pade na oči. Ne vidim več svetlobe, vse povsod je mrak, ne najdem več izhoda iz norega sveta. Hodim kot pijanec, ki ne čuti nog, ni lova na tem svetu, mi zaprla je oči.
boljši svet skupine PowerShock. Borut, verjameš v tak svet, boljši svet? Ja, mi verjamemo, zato smo naredili tak komad. Upam, da nam bo uspelo. No, praktično bi mogli vsi nekaj narediti za to, da bo naš svet boljši. Ne samo za nas, tudi za vse, ki bojo prišli za nami. Jaz upam, da se bo malo spremenilo, ker lahko pa tudi gre čisto v naravno smer. Rubikon je dejansko vaš prvenec, če tako gledamo. Če tako gledamo, je naš prvenec. Tako. Ki pa ima kar 2 izdaje, slovensko in angleško. Tako, kako je prišlo do tega, ko smo snemali vokale, pač prišla je ena ideja, da bi poskusili en komad posnet v angleščini in naš Edo je to takoj vzel v znanje in takoj naredil angleški tekst in potem smo mi to posneli in kaj se je zgodilo, zadeva se je zelo dobro slišala. To je že sam zaradi samega jezika, ker pač angleški jezik je nekako bolj spevn kot pa slovenščina, recimo. Ne? Tako nekateri govorijo. Tako nekateri govorijo. Se ne daleč od tega, da ne bi bila slovenščina spevna, ampak nekako smo navajeni teh angleških komadov in dejansko se je zadeva dobro slišala in smo rekli, pa dajmo, če imamo vse pripravljeno, dajmo narediti tekste in smo dejansko posneli obe variante, išle sta vsaka za sebe, tako da niso skupna albuma, slovenska posebej, angleška posebej. Mogoče smo tudi malo ciljali na tuji trg, ampak ni nam to neka prioriteta, to nam je bila bolj zabava pri delu z snemanjem. Mogoče pa tudi, da nas kdo opazi v svetu in mogoče se nam pa ponudi kakšna priložnost. Opažam pa, da sta obe izdaji identično dolgi in tudi skladbe identično dolge. Ja, to je ravno zaradi tega, ker smo tako delali. Matrice so bile posnete za slovensko verzijo. Tekste, ker smo imeli pač že matrice posnete in smo pol tudi tekste prilagodili angleške, da so prišle v to matrico noter, da smo lahko to posneli. Deva sedaj še eno angleško? Tako, to je komad Spinning Around v slovenščini z naslovom Nevidna sila. Nevidna sila govori, oziroma komad Spinning Around govori o človeku, ki je pač nekako zgubljen v svojem svetu, živi svoj svet, svoje sanje, ampak še vedno ima rad glasbo in ko sliši glasbo, ga prevzame občutek dobre volje in je to spije na pivo in je...
Moram reči, ko smo govorili o skladbah na Rubikonu v slovenski in angleški različici, ste potem besedila pisali na novo ali prevajali? Dejansko je zelo težko prevesti iz slovenščine v angleščino. Ne. Tu je naš kitarist Edo je rekel, jaz sem to probal delati z Google Translatom, je rekel, ampak ko sem jaz to vnesel noter, je rekel, ni bilo ne repa, ne glave. Ne. In je rekel, da je potem, dobro, mogoče že kakšna beseda se je prejela, mogoče tudi iz tega ven, ampak dejansko so bili neki prevodi, ampak dejansko dobeseden prevod ni mogel biti nobeden komad. Ne. Majo nekje isto noto, isti pomen, ampak seveda smo mogli besede malo obrnati, malo drugače zapeti kak del, ne. In potem smo to skupaj nekako, ko so bila besedila napisala in ko sem jaz to snemal, glavne vokale, smo videli mogoče potem, ko se je zadeva zapela, da bi bilo fajn, da bi tam kakšna druga beseda prišla noter, mogoče bolj spevna oziroma da bi bolj prišla v kontekst komada in tako smo potem počasi zidali cel komad v angleščini in da so nekako dobili nek smisel. Če pa se ostavimo pri samih besedilih, na kaj dajate največ poudarka? Dejansko je na tem albumu vsakega pomale, nekaj ljubezenskih pesmi, nekaj pesmi bi lahko rekel z neko dušo oziroma z vsakdanjimi stvarmi. Opisuje se človek kot oseba oziroma kot kaj doživlja človek, se pravi ljubezen, vsakodnevne stvari, pijača in tako naprej. Ne. Pač neki kontekst smo probali najti, da je vsakega nekaj. Ne. Ste različni avtorji besedil? Dejansko je besedila in glasbo napisal vse naš kitarist Edo oziroma ustanovitelj našega benda. Je pa res, da smo pri besedilih sem mu tudi jaz dosti pomagal oziroma ko sem jaz to pel, sem pač videl, da bi mogoče bila kakšna druga beseda bolj spevna oziroma smo skupaj najdla pol, on je napisal neko osnovo in smo potem delala besedilo, da je bilo, človek bi temu rekel, da je smiselno in da se da dobro zapeti, ne, da so določeni vokali, ta pravi na koncu, recimo, da se dobro zapoje. Isto pa pri angleščini, ne. Tako da dejansko je avtor vseh komadov naš Edo, se pravim, aranžma kot glasbo in pa besedila smo pa pol skupaj naredili. No. Ko vas bo nekdo čez 20 let spraševal, koliko albumov ste izdali, boste rekli 7, 8, kajti imamo 2 Rubikona. Ja, ne vem, kako bomo naslednje, ampak se nagibamo tem, da bomo verjetno tudi v prihodnosti še posneli angleške verzije komadov, ravno zaradi tega, ker so dosti dobro se slišijo, pa glede na to, da sami delamo, da nimamo limit pri cenovnega limita, recimo v studijih, ne, nam je to veliko lažje. Ne. Mi lažje počas, dejansko je ta album Rubikon nastajal 3 leta, ne, ker smo si res vzeli čas, oziroma čas, ki ga sploh nismo imeli, zato je tudi mogoče tako dolgo trajalo, pa velikrat to preposlušali v raznih radijih, doma, v avtih, vsak je pol prišel na vaje, pa je rekel, jaz bi tule še malo popravil nekaj, jaz bi še tole dodal, če se je dalo, ne. In dejansko bomo verjetno tudi v prihodnje snemali v angleškem jeziku. Koliko jih bomo pa posneli, pa ne vem, jaz upam, da čim več. Nikoli več bo 7 po vrste? Nikoli več, ja, ta komad je bil dejansko tudi zdaj že drugič posnet. Vmes smo delali še ene posnetke, ampak jih nismo lansirali pol, ker nam dejansko niso bili všeč. To, kar smo naredili, ne, snemali smo pa eno prijateljo, bi lahko rekel testno, ne, ker je on tudi doma si studio naredil in je tudi rekel, fantje, pridite, da se jaz tudi malo spoznam z tehnologijo in z snemanjem in tako. In smo takrat sicer naredili komade, ampak nam niso bili toliko všeč, no, zdaj smo ga malo tudi prearanžirali in komad je, bom rekel, zdaj to, kar smo si takrat želeli, pa nismo takrat naredili. No
skupina PowerShock in vi poslušate oddajo Radioaktivno. Album Rubikon danes vrtimo v oddaji Radioaktivno skupine PowerShock. Borut je z mano. Med poslušalce ste že šli z novim izdelkom? Ja, že smo začeli z promoviranjem. Absolutno prvo smo izdali na vse radijske postaje v Sloveniji. Pač tisti, ki pač vrtijo tako glasbo, nekaj smo dobili negativnih odgovorov, kar je jasno, ker vsi ne vrtijo take glasbe. Ampak v večini je bil album dobro sprejet, seveda pa koncerti. Delamo zdaj na tem, da bomo čim več koncertirali po Sloveniji. Nekaj je že dogovorjeno, sicer malo kasnejšem času, poletnem. Imamo že nekaj špilov dogovorjenih. Bolj je ta varianta bila mišljena kot klubska, ne, za klube. Sicer je res, da se zdaj sezona klubov končuje, ker to traja nekje od jeseni do spomladi, ne, in se zdaj začnejo zunanji koncerti. Ampak smo rekli, da bomo poskusili, če bomo prišli kje še v klub, drugače pa zdaj poleti zunaj na koncertih, mogoče kak motozbor pade vmes, potem pa na jesen pa na polno po celi Sloveniji. Kako so vas sprejeli? Jaz moram reči, da smo zadevo dali poslušati našim glasbenim prijateljem, tudi takšnim, ki v slovenski glasbi nekaj pomenijo. In bom rekel, da je bila zadeva zelo dobro sprejeta, glede na to, da smo sami delali, da nismo bili v profesionalnem studiu. So rekli, da smo to dobro naredili. Seveda, vsako kritiko sprejmemo, pozitivno, negativno. Je pa res, da smo pri nas tako narejeni, da nam nikoli nam ni všeč izdelek. Zmeri bi še nekaj dodali, ampak enkrat smo rekli, enkrat mora biti stop, to je to. Bomo pa pri naslednjem albumu še kaj dodali, pa kaj boljše naredili, kot smo pri prvem. Normalno človek se uči skozi, ne. Koliko potem avtorskih skladb igrate na nastopih? Dejansko imamo teh 10 skladb, ki je na albumu, je na koncertih tudi. Imamo še vmes 2-3 starejše komade, ki jih pač v tem albumu nismo dali zraven. Mogoče bo to na naslednjem, ali pa če še bomo potem kakega izdali. Tako da imamo nekje 10 do 15 skladb imamo avtorskih, zraven pa še preigravamo potem, kot sem že rekel, skladbe Led Zeppelinov, ZZ Topov, AC/DC in tako naprej. Vse skupaj potem res zveni zelo udarno. Ja, se pravi, mi smo band, ki pač damo neko energijo na odru in probamo čim bolj polno zveneti, čim bolj kvalitetno odigrati koncert, odpeti isto in se trudimo. Seveda pridejo napake, ampak ponavadi so to napake, ki pač jih slišimo mi ali pa mogoče glasbeniki, ki nas pridejo poslušati, ne. Ampak to je čar tega igranja v živo. Nihče ni popoln, ampak jaz upam, da nam kar dobro uspejo. Prava stvar bo naslednja. Prava stvar, to je pa en komad, ki je praktično dejansko najbolj raven komad na našem albumu, se pravi, kot smo prej na začetku govorila, da se nič ne zgodi v komadu, vse zgodi, no. Prava stvar, to je rock and roll, to je naše vodilo in to je to. Energijo čutim zdaj, telo mi
Če bi želeli do vašega albuma, ga moč dobiti v digitalni ali samo v fizični obliki? Dejansko imamo vse možnosti. Komadi so vsi predstavljeni na YouTube kanalu našem. Drugače pri naših članih lahko dobite v fizični obliki album. Možno je dobiti tudi posnetke na USB ključku ali pa kaj podobnega. Za vse smo dostopni, rekli smo, bomo probali v začetka čim bolj promovirati. Ni tu zdaj v planu denar, v planu je promocija naše glasbe in zato smo tudi vse sami naredili brez založbe. CD-je, srečo imamo, da imamo našega bobnarja v takem delu, da se bavi z grafiko in s tem in je to on se oblikoval, ovitek, naredil ovitke, dobro, CD-je smo dali delati in to nam veliko pomeni, da si lahko veliko sami naredimo. No. Je Možakar na naslovnici prestopil Rubikon? Ja, tako zgleda, no, in to je tudi bila ena izmed idej našega Robija, ki pač njemu prepustimo grafiko, plakate in tako naprej in ta material in mu prepustimo tudi, kar se tiče logotipa benda, sicer prenese, navaje, tole mi je meni všeč, tole sem naredil, pa se skupaj odločimo, več variant zmeri naredi, ampak njemu prepustimo, ker ima žilico za to in mu zaupamo popolno. Na tej naslovnici vidim neko dvojnost, dva svetova. Ja, tako, ker je pač Rubikon, ne, prestop iz enega, se pravi, mi smo pač prestopili to mejo, da smo naredili svoj komad, mislim svojo ploščo in to nam je bila želja, velika želja, da bomo lahko nekoč tudi našim zanamcem pokazali, lejte, tole smo bili pa mi, tole smo pa mi delali, ker mi se bavimo s tem amatersko, noben ni profesionalno v glasbi in to nam je veselje, no. Veselje, dobimo se enkrat na teden, ponavadi včasih tudi dvakrat, da malo povadimo se, malo pogovorimo in delamo pol naprej zastavljene cilje. Pred zadnja bodo Sanje. Sanje, no to je tudi eden komad izmed komadov, ki je že tudi bil posnet v preteklosti in ta komad smo tudi malo preuredili, malo ga zaranžirali na novo. To je ena taka klasična ljubezenska, rockerska ljubezenska pesem, ne, govori o punci oziroma iščeš punco, ki ti je okradla sanje in tako naprej in potem pa jo mogoče najdeš tudi, ali pa tudi ne. Samo ena misel, rad bi bil
Sanje z albuma Rubikon skupine PowerShock. Borut, za konec nekaj informacije na vašem Facebook profilu. Tako, na Facebook profilu PowerShock najdete vse informacije o nas, kje igramo, včasih dodamo še kakšne nove fotografije, tudi nekaj par posnetkov iz živih koncertov je gor. Potem pa seveda YouTube kanal, absolutno vsi posnetki iz tega našega albuma, tudi živi posnetki iz naših špilov, pa seveda na Instagram profilu imamo tudi PowerShock Music, imamo svojo stran, tako da tam dobite vse naše potrebne informacije, tudi telefonske številke so zapisane zraven za kontakt ali pa maili, kaj vam je ljubše. Tako da smo veseli vsakega povabila, ali na koncerte, ali na tudi dobrodelnih stvari smo se že udeleževali brez problema. Če je šlo za dober namen, nam ni bil problem nikoli iti brez vsakršnih stroškov in veseli smo, če nas ljudje pokličejo, pohvalijo, pa nas povabijo seveda na živ koncert, ker to nam je pa prioriteta. Sedaj že več dela z družabnimi omrežji kot z glasbo. Res je, na to se je pa naš Aleš, basist Aleš, specializiral. No, on je tudi, moram povedati, on tudi bil tonski mojster pri snemanju, se je on specializiral za to snemanje in smo mu sicer veliko vsi skupaj pomagali, tudi producirali smo ploščo vsi skupaj, tako da naš Aleš to vodi vse, Facebook, Instagram in pa YouTube, da to vse poteka nemoteno in da so ljudje obveščeni o naših koncertih in tako naprej. Moram ti kar pretrditi, ko pripravljam oddajo in potem vse vsebine dajem na YouTube, sedaj potem Instagram in Facebook je to kar nekaj dela, več kot vsebino oddaje. Absolutno, je veliko dela, nekaj odrekanja je. Res, da fantje imajo družine, tudi nekateri imajo komplet družine z otroci, ampak si neko vzamemo ta čas, da to predstavimo, ne? Ker škoda bi bilo, da nekaj narediš samo za sebe in igraš samo sebi, če lahko daš ljudem, pokažeš, kaj znaš in pa mogoče pa komu všeč. Mimogrede, to, kar sva danes povedala, bo slišati tudi na YouTube kanalu. Absolutno, vsi komadi so že na YouTube kanalu, obe verzije, in angleške in slovenska. Vmes so tudi naše fotografije iz koncertov in tako naprej, tako da lahko ljudje vidijo, kje smo že vse nastopali. Pa kot sem rekel, živi posnetki iz naših koncertov. Ker smo dosti igrali tudi z drugimi večjimi bendi, bi lahko rekel z bivše Juge oziroma slovenskimi bendi. Smo bili na istih odrih in to nam je bilo zmeraj veselje. Veliki odri, veliko ljudi na koncertih in to je tista energija, ki ti jo pol ljudje dajo. Če imaš občutek, da dobiš en feedback nazaj od poslušalcev, je nam tudi veliko lažje, kot pa če nikogar ni v dvorani oziroma v prostoru, tam, kjer se igra. Borut, na začetku si dal, da je drugi album že pripravljen, samo ti še ne veš za njega. Jaz vem, da ima naš Edo veliko komadov že napisanih in mu tudi verjamem, da ima pripravljene komade, ampak smo rekli, dajmo počasi, fantje, zdaj bomo prvo ta album predstavili. Vsekakor bomo delali na tem, da začnemo z drugim albumom, ampak smo rekli, dajmo prvo to, da nas ljudje spoznajo. Res pa je, da imamo še en komad v planu, ki bo verjetno pred nastankom našega albuma tudi prišel na vašo pa oziroma na vse radijske postaje v Sloveniji. To bo pa en božično-novoletni komad, ena akustična verzija oziroma moram povedati, da bo to priredba enega švicarskega rock benda. Božično-novoletni komad, res pa je, da je to samo v času nekje od 1. decembra pa do 1. januarja aktualno, zato tudi nekje planiramo, da bomo to izdali v sredini novembra oziroma na začetku sredine novembra, da bomo lahko to predstavili. Moram pa reči, da je to pa res komad, ki bi pa verjetno prišel na vse radijske postaje. Boste še katero izmed skladb z albuma potem dali kot single podprt z videospotom? Prva nam je prioriteta videospot in to bi radi zdaj posneli za prvi single Dan življenja. Smo že v dogovoru z 2 produkcijskima hišama, da bi nam to posneli in seveda videospot pa da pridemo še na televizijo in seveda čim več videospotov, čim več komadi, sigurno še bomo dali 2-3 single z tega albuma ven in je to. Danes je glavna televizija YouTube. Ja, YouTube, da te ljudje vidijo, ne? In smo rekli, prva prioriteta nam je videospot in se pravim, se dogovarjamo, da bomo v kratkem posneli, jaz upam, da bodo nekje do meseca maja, pa najkasneje do meseca junija, da bi to lahko lansirali pol na televiziji. PowerShock bo torej moral imeti še kar nekaj moči. Ja, mi jo imamo, tis pri nas ni noben problem, se pravim, kot sem rekel, naši koncerti so polni energije, tako da če bomo tu kje v vaših koncih oziroma naj ljudje pridejo poslušati, pa se naj
sami prepričajo. Še eno bova zavrtela z Rubikona za konec, to bo Človek. To pa je Človek, to pa je ena skladba, s katero smo sodelovali. Zdaj upam, da se ne bom zmotil, ampak mislim, da je bilo leta 2008. Smo bili v Grazu v Avstriji na bitki talentov, bi lahko rekel. Newcomer je bil izbor glasbenikov in smo prišli v finale tudi s tem komadom in smo rekli, seveda, ta komad je en tak komad, kjer se pa res dosti zgodi noter menjav ritma in tako naprej. In smo rekli, to smo mi, to je za našo dušo in ta komad mora biti na tem albumu. Ne. Govori pa seveda o človeku. Ne. O sleherniku. Tako. Spuščava ga za konec tega pogovora. Borut, hvala, da si bil gost oddaje Radioaktivno. Hvala za povabilo. Ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Hvala lepa. Okrog sveta Glej, pogledal tvojo bom skrivnost Zakril ti te zlobne oči ti bom luča, da vidiš globoko v temo. Mi smo skupina PowerShock in vi poslušate oddajo Radioaktivno.